Za odraslega moškega, ki je trpel zaradi raka nosnega deležela, mu pravimo nazofarinks. Šlo je za ponovitev raka po več letih po zaključenem obsevanju in kemoterapiji, ki je pravzaprav največkrat edini in prvi način zdravljenja tega raka. Tako da pri gospodu, ki je soglašal z operacijo, smo opravili skozi obe nosnici. Prvo odprtje vseh obnosnih kotlin na desni strani in del levih obnosnih kotlin. Prvo smo mogli naravnati nosni pretin, ker je bil kar pomembno ukrivljen v levo stran. In na podlagi vsega tega pristopa, ki smo ga ustvarili, prišli do nazofarinksa, to je nosnega dela žrela, kjer se je nahajal ta rak. In potem smo rak pravzaprav natančno odstranili, odbrusili, izluščili iz tega področja, ki je v sredini nekako glave, na dnu lobanjske baze. In ga potem v celoti odstranili. Robove izreza, resekcije, temu rečemo, smo preverili za metodo zaledenelega reza. To pomeni, da je patolog na inštitutu za patologijo preveril robove izrezanega tumorja, če je v robovih še prisoten rak. In smo dobili informacijo, da raka ni bilo, tako da smo na ta način zaključili ta ablativni del operacije, to je del, ki je namenjen odstranitvi raka, in potem je sledil še rekonstruktivni del operacije, oziroma del operacije, ki je namenjen popravi tkiva za izboljšanje funkcije pacienta, za hitrejše celjenje. To operacijo smo izvedli skozi obe nosnice s pomočjo endoskopa. Ni bilo nobenega reza na obrazu, ker gremo skozi naravno odprtino, to je vsaka od nosnic. In posledično je kirurška tehnika različna. Pomembni so posebni pripomočki, posebni inštrumenti, posebno znanje, tako kirurgov kot inštrumentark in potem naprej tudi oddelčnega dela. Včasih so bile te operacije povezane z veliko morbiditeto, veliko obolevnostjo. To pomeni, da so bili bolniki prizadeti zaradi rezov na obrazu. Pa ta rez na obrazu še ni tak problem, ker se to zaceli in obraz dokaj hvaležno celi. Brazgotine niso tako pomembne, ampak pomembno je pa to, da so včasih morali razklati zgornjo čeljust, da so prišli v sredino glave, in to pa povzroča velike funkcionalne težave, težave z grizom, komunikacijo med ustno votlino in nosom, okvaro mimike obraza, različne okvare. Tako da z endoskopskim načinom odstranitve se vsem tem morbidnostim posega izognemo in posledično je že zaradi tega okrevanje hitrejše, pa tudi dokazano je okrevanje hitrejše po endoskopskih načinih operacije nosu in obnosnih votlin in tudi posledično nosnega dela žrela. Pacient nima nobenih nepričakovanih okvar. Pričakovana je okvara, če temu smemo tako reči, kot zamašenost nosu, zaradi vsega materiala, ki se ga uporabi za rekonstrukcijo, ki ni samo njegov lasten, ampak je tudi telesu tuj, razgradljiv material. Potem gre za začasno okvaro voha, ker se operira v področju bližine vohalnih živcev. Gre za začasno težavo prekomernega solzenja, ker je pravzaprav treba odstraniti del solzevoda. Slabši okus, posledično zaradi slabšega voha, ampak to se kasneje povrne. Pri njo pričakujemo, da se bo povsem, pravzaprav nima hude okvare. Ena okvara, ki pa je v večji meri oziroma skoraj vedno trajna, ali pa vsaj delno trajna, je pa okvara občutka za dotik na nebu, ker pravzaprav moramo žrtvovati živc, ki oživčuje trdo in mehko nebo. Pomembno je, da je sama priprava na poseg, sama priprava je trajala približno 2 tedna. Torej ponovimo anatomijo na podlagi različnih priročnikov, ki jih imamo, na podlagi pregleda različnih operacij, potem nekaj prinesel tudi izkušnje, ki jih imamo cel tim. Osebno sem se spomnil v ZDA pa v Italiji, pa še na nekaterih tečajih, kjer pravzaprav se izvaja podobne kirurške posege, torej podobne tehnike, ki pa jih potem uporabimo za različno bolezen. Potem izkušnje starejših kolegov, recimo docent Urbančič ima veliko izkušenj v področja endoskopskih operacij nosu in nosnih votlin, mlajših kolegov, predvsem zaupanje onkologov. Onkologi so tisti prvi, ki so prvi naslov za zdravljenje tega raka, zato so oni pravzaprav nam izkazali zaupanje, da so pacienta predstavili. Pa še zdravstveno nego in tako naprej. Vsaj 2 onkologa, pomembno je radiološka diagnostika, to je tretja, torej radiolog,
potem 2 kirurga, ki sodelujeva pri operaciji, potem 2 inštrumentarki, anesteziolog, medicinska sestra, ki pomaga anesteziologu, potem je pa še nešteto medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na oddelku, pa vso podporno osebe, tako da 20 ljudi bi bilo premalo, če omenjam. Tukaj ni to delo enega samega, ali pa 2 kirurgov. Ta rak je pravzaprav zelo redek, spada med zelo redke vrste raka, ker se pojavi pri manj kot enem bolniku na 100.000 prebivalcev. Tako da v Sloveniji imamo približno do 10 bolnikov letno in vsi te se zdravijo z nekirurškimi načini in od teh do 20% se ne odzovejo na ta način zdravljenja primerno ali pa se bolezen ponovi in takrat pride v poštev to. Tako da recimo pri 2 pacientih, do 2 pacientih letno. Zdaj, to je pomemben preboj, ker je ta operacija bila prvič izvedena v Sloveniji in v bistvu omogoča boljše preživetje, čeprav le za peščico bolnikov. Za vsakega bolnika se pa seveda vredno in potrebno potruditi. Tako da jaz mislim, da imamo vzpostavljeno dobro sodelovanje z onkologi in so tudi oni prepoznali še en možen način zdravljenja tega raka. Tako da verjamem, da bomo še naprej dobro sodelovali za skupno dobro pacientov in izboljšanje preživetja pri bolnikih z rakom nosnega dela žrela.